Predvolilna kampanja je v polnem razmahu in v zadnjih soočenjih v dveh dneh smo slišali eno samo najbolj pomembno vprašanje. Ali vi podpirate politiko Donalda Trumpa? Kaj si vi mislite o tem, kar dela Trump oziroma kaj se dogaja v Ameriki? In bolj od tega, kaj si Slovenci mislimo o ICE-u in o Venezueli in o tem, kar dela Trump tam, je za nas veliko bolj relevantno, kaj se danes dogaja v Ameriki. In sicer v Ameriki danes pred vrhovnim sodiščem, torej najvišjim sodiščem v Ameriki, poteka zaslišanje v enem primeru, v nekaj primerih oziroma dveh primerih, ko v bistvu ženske in dekleta želijo same nastopati kot ženske v ženskem športu. Zakaj? Kaj se je v zadnjih letih dogajalo? Da so fantje, moški, se identificirali kot ženske in začeli tekmovati v njihovem športu. V atletiki, v gimnastiki in tako naprej, ki imajo pač biološko prednost pred njimi. In kaj se dogaja? Dekleta in ženske ne dobijo dovolj priložnosti, v bistvu kradajo jim medalje, ki jim pripada, mislim, ki pač bi jih lahko dosegle, pa jih ne morejo, ki jih vzame moški. Potem štipendije ne morejo doseči, ker pač ne pridejo na tiste fakultete, ki bi si želele. In predvsem so tudi ogrožene, ker te fantje, te moški lahko stopajo v njihove zasebne prostore, torej garderobe, in je ogrožena tudi njihova varnost. Pač bili so primeri, ker je bila tudi kakšna spolna zloraba na tem področju. In Američanke in Američani se borijo proti tej vnosu ideologije v ženski šport. In zakaj je to relevantno? Zaradi tega, ker v Evropski uniji in v Evropi se dogaja podobno. Konec lanskega leta je Evropska komisija sprejela strategijo LGBT enakost 2026-2030, kjer državam članicam predlaga kot eno zakonodajo za samoidentifikacijo spola. Torej, da se jaz kot moški lahko danes odločim in samo na podlagi svoje lastne odločitve oziroma samoidentifikacije odločam, da v mojih dokumentih piše, da sem ženska. In neposredna posledica tega je, da lahko jaz nastopam v ženskih športih. Američani se upirajo proti temu. Kaj bomo pa mi naredili? Zato bomo mi usidrani poslali vsem strankam in kandidatnim listam, ki bodo sodelovali na naslednjih volitvah, vprašanje, ali se strinjate z LGBT enakost, torej predloga Evropske komisije za samoidentifikacijo spola in ali podpirajo to, da bi moški oziroma transženske lahko sodelovali v ženskih športih. In ti odgovori bojo tisti relevantni, po katerih se lahko orientiramo, koga bi volili. Američanke danes pa vso srečo, upam, da res uspete v tem vašem kejsu.